Hvala Boštjanu. Zdaj mogoče, da še jaz predstavim tako nek svoje videnje oziroma neko videnje tega, kar smo se mogoče včeraj malo skupaj usedli pa predebatirali čisto sproščeno v eko krogu, kaj se skupaj pomeni po teh 7 letih aktivizma. Tako rečem, to, kar je bilo že povedano, že na samem začetku nismo hoteli nič drugega kot samo zakonitost postopka. To je bila naša edina zahteva. Hoteli smo, da se vključi javnost, da se pravilno izračuna in določi vplivno močje in seveda smo hoteli, da se naredi tisto, kar je potrebno vse posod narediti, kjer se začne uporabljati neko novo energent. To pomeni, da je treba narediti oceno vplivov na okolje. V takem okolju, kot je ta tovarna postavljena, je pa to še toliko bolj pomembno. In v tako oceno vplivov na okolje je absolutno potrebno vključiti in mnenje in stroko okoljevarstveno, hidrometeorološko in pa zdravstveno. Vse to so na žalost v tem postopku z odločbo zavrli. In ob tem, da smo želeli samo vključitev te stroke, smo seveda tudi prepričani, bili smo prepričani in smo še danes prepričani, da ko bo postopek po tej poti pravilni in zakoniti stekel, že sama kmečka logika da vedeti, da v tej dolini s to preteklostjo, s tako bolevnostjo ljudi, s tako uničeno naravo, s sobivanjem tukih tovarn skupaj v eni luknji, z takšno inverzijsko dolino, kot je to, kjer se, ne vem, po več dni skupaj zrak ne zamenja, je po moje kmečka logika navediti, da teh dolin ne bomo spremenili. Vremena ne bomo spremenili, hribo ne bomo poravnali. In na kratki rok pravzaprav je edina in pametna odločitev tukaj, da se že na začetku odločiš, da je to pač zadeva, ko to dolino ne paše. In mi smo bili trdno prepričani, da je skozi tak postopek tega dovoljenja ne bi dobili. In jaz mislim, da smo prepričani še danes. In jaz samo upam, da se bo Lafarge sam odločil in sam spoznal, da v tej dolini sežig odpadkov ni sprejemljiva zadeva. V tej dolini je sprejemljivo edino najčistejši možni energent. To je bilo že leta 2000 v eni zelo dobri študiji ugotovljeno, treba je absolutno sanirati vse tovarne in nobenih novih onesnažil sem. Tukaj se je začel pa ravno nasprotno delati. Seveda Lafarge se tega zavedal. Jaz mislim, da se je zelo dobro zavedal, da po tej poti bo pot do tega dovoljenja zelo težka. Zato je obral drugo strategijo in jaz mislim, da glede na multinacionalko, ki ima v tem, kot mi spremljamo tujino, zelo dobre izkušnje. V tujini so njihove tovarne deležne zelo velikih bojev za okoljevarstveniki in zelo na podobne načine peljajo boj. Vse kontakte, ki smo imeli z okoljevarstveniki iz drugih držav, ki so imeli opravka z Lafargem, bom rekel, je pravzaprav po enem in istem receptu stvar peljana. Najprej se ustvarila zelo velika megla okrog tega, se prevečujem. Najprej je bila zelo velika megla ustvarjena okrog tega. Potem se pa že prej, dosti prej, se pa seveda pripravilo teren tudi na političnem parketu. In v tej megli so oni zelo spretno izkoriščali in kapitalske in politične pristiske in Eko krog in občina Zagorje ob Savi smo doživljali sestanke za francosko ambasado, z vsemi možnimi politiki, lobiranje Evropske banke za razvoj in ne vem kaj še vse. In to ob popolnoma jasni zadevi, ki bi mogla imeti mehnem otroki jasno, da sprejem enega okoljevarstvenega dovoljenja, kot ga je država sprejemala za Lafarge, mora biti izključno strokovna odločitev. Nič drugega, samo stroka.
To je pa tista, ki smo jo prej omenjali. Hidrometeorološka, zdravstvena, okoljska in tako naprej. Brez kakršnega koli vmešavanja politike, mi smo po vseh teh letih doživljali ravno nasprotno. Samo politika, denar, kapital, samo on je krojil okoljevarstveno dovoljenje. In to, kar sem jaz danes doživel v tem zadnjem postopku, je pa, da je neka ekipa, nek človek, pa to zagrabil in naredil tako, kot bi mogel že na začetki narediti. In zdaj pa je narejen tako, kar mora biti. Kljub temu, da seveda stroka še do danes ni vključena, ampak danes smo prišli saj na to, da smo jih na pravo točko postavili. Iz te točke morate štartati. Ne? Tako da, kar se tega tiče, jaz mislim, da v okoljevarstvenem dovoljenju je lobiranje prepovedano. Ker v tem primeru lobiraš človeškimi življenji in zdravjem naših otrok. Tega pa mi dopustili ne bomo. V tem času in v tem boju smo na zdravje. Smo srečali razne ljudi. In to, kar smo aktivisti in tisti, ki smo bili v tej zgodbi strani občine in krajevne skupnosti Golopijet doživljali, vemo samo tisti, ki smo skozi to šli. Kaj se in kako smo teh 7 let živeli in kako smo svoje življenje pravzaprav podredili temu cilju in ni mi žal, in jaz mislim, da nobenem ni žal, ker jaz več smisla življenja na svoji kmetiji nisem videl, dokler se ta problem ne reši. Je pa nažalost potegli za sabo veliko težkih stvari, ampak tudi na drugi strani veliko zelo lepih. Na eni strani smo srečali najslabše ljudi, najbolj umazane spletke, dobivali smo tožbe, dobivali so od Boštjana tako celo doživel prepoved pravice govora. Doživljali smo neke male uspehe in zelo v kratkem času hladne tuše, ko se nas zopet polivali z ledeno vodo in nas postavili na poden. In se bilo treba zopet obriko iz dna dvigniti. In po drugi strani je pa ravno to na nek način, tako sem jaz doživljal, združilo skupaj ljudi, ki so danes moji najboljši prijatelji. Ki smo šli skozi eno stvar skupaj, smo se med sabo spoznali zelo različni ljudje, ampak se zelo dobro poznamo. V to ekipo smo nekako združili spontano skupaj od zelo dobrih matematikov, računalničarjev, biologov, zdravnikov, strojnikov, gozdarjev, kmetov, pravnikov, ni da ni, penzionistov, pa ne, pravzaprav mislim, da ni da ni. In ta ekipa je res garala ob tem, da je seveda ves čas doživljala pa podporo občine, krajevne skupnosti in seveda tudi lokalne skupnosti, ker nam je tudi moč dajali to, da smo imeli in 14 000 podpisov, in smo imeli referendum v občini Zagorje, in so nas ljudi na cesti ustavljali. In meni se pravzaprav ne da prepričati, če mi milijon papirjev napišejo in pravzaprav nobenega, ki ima kje zdrave pameti, da je stvar v redu, če pa doživljaš povsem drugo zgodbo. In tisto, kar smo mi doživljali, prednje 3000 ljudi prišli v Ljubljano, se ve, da ne boš ti za eno lepo 3000 ljudi v Zagorju, pa v Zasaju, pa iz Trbovlj, pa Hrastnika spravo po konc, ker so vajeni vsega hudega. In vsega hudega do te mere, da morajo res krepko kapla čez rob, da naredijo neko tako potezo, kot se je tukaj v Zasavju naredila. In se je naredila. In seveda en boj je potekal na tem pravnem nivoju, en del pa na tem aktivističnem, in mi smo se zelo trudili, da bi to našo zgodbo in to krivico, ki jo doživljamo, čim bolj medijem predstavili, da je čim večja javnost in čim večja javnosti vid, zato ker smo že na začetku videli, da je interes teh organov, ki postopek peljejo, da se čim bolj potiho postopek pelje, in njim je bilo seveda v interesu, da se mi še milijon dopisov pošljemo, ampak da je to med nami, da je čim menj javno.
da čim in v bistvu v tistem trenutku, ko smo mi začeli zelo izpostavljati te, bom rekel, inštitucije in potem ne nazadnje na koncu sprememba taktike, izpostavljanje ključnih ljudi, odgovornih ljudi, ovadbe teh ljudi, nič več skrivanja za določenimi inštitucijami, je tudi to prinaša seveda velike premike in na drugi strani smo pa v vsem tem seveda spoznali tudi to, da če še tukaj dober sami naredimo vse, brez ene zelo dobre strokovne pomoči na pravnem področju ne bomo zmogli. Jaz sam kot stranka v postopku seveda niti približno ne razpolagam s takim znanjem, da bi lahko pariral. In oni so se tega zavedali. In tukaj je nastopil Ekokrog in bom rekel, ljudje, ki so svojim znanjem pa delom na tem področju res naredili maksimum. Na drugi strani pa nikakor ne bi mogli parirati pravno, če ne bi dobili dobre odvetniške družbe, ki bi nas na tem področju zastopala. To nas je veliko stalo. Od začetka smo imeli odvetniško družbo Čeferin in brez pomoči občine Zagorje ob Savi, brez pomoči župana, ki nam je na tem področju pomagal in zaščitil svoje krajane, mi ne bi zmogli. In na tem mestu samo in tako vsem občinskim svetnikom, občini in župani iskreno zahvaljujem za vso podporo, ki je bila dana. Prav tako vsem donatorjem, ki so eni javno, eni pa so želeli ostati anonimni, prišli pa dali denar, da smo lahko v tem boju zdržali. In na drugi strani, bom rekel, potem ob tej zamenjavi odvetniške družbe pa smo, kot je Boštjan že obrazložil, zakaj in kako, dobili pravno pomoč in se odločili za pravno pomoč odvetniške družbe Zidar Klemenčič. In jaz mislim, da je tukaj na mestu in prav, da povem, da ob vsem tem, da smo skupaj pripeljali pot do te točke, me je včeraj zelo, res zelo pozitivno presenetila še ena gesta gospe Nine. In sicer vse račune, ki smo jih imeli v zvezi z tem postopkom, bom rekel, vso delo, ki so ga za nas naredili, so se odločili, da nam ga bojo naredili zastonj. In na tem mestu bi samo javno rad se vam zahvalil. Pravzaprav, jaz mislim, da niti ni pravih besed, ampak daje upanje, da zavedamo se, da je, bom rekel, imeti dobrega odvetnika danes zelo drago. In tudi se zavedamo, da danes dobri odvetniki imajo več kot preveč dela. Da so verjetno 24 ur na dan pod stresom in da jim je že tako dela čez glavo. Ja. Ampak Janez se na primer med dopustom reševal zadevo, ne? Mislim, svaka čast, ne vem, kaj narečem. Ja, jaz približno bom rekel, da sem doživljal ta kontakt s temi odvetniki, s prejšnjimi, zdaj, in vem v bistvu, da so pravzaprav neprestano zvon telefon, totalna norišnica. No, jaz ne vem, težko je po moje zdržati, zelo težko. In da bo ob vsem tem se pa odločiš, da boš pa še eno tako stvar prevzel, kot je tale naša, za katero se je že naprej vedel, da je to ena zelo zahtevna stvar, če hočeš se v njo poglobiti in da jo boš na koncu zagrabil, pa se na koncu ob vsem delu, ki je narejen, odločiš, da boš to naredil zastonj. Bom rekel, velik plus. In samo še enkrat najlepša hvala in jaz upam, da bo to ostalo v spomin nas prav gotovo, ki smo neposredno v tej zgodbi, upam pa tudi širše javnosti. No? Tako da, kar se pa mene tiče... Jaz bi sem tukaj dal, mislim, po strokovni plati, pogledajte, kjer se Aleksandr Ustave gre Nina naprej. To je, mislim, mene je predvsem vredo, okej. Ne bo, gledajte, ko se enkrat v tej situaciji...
mislite, da ne, da smo mi to probolno naredili, da smo še banko več? Ne, pa ko si v tej situaciji, jaz povem, da znotraj aktivizma so bili ljudje, ki so se umaknili. Da ne govorim, da so se umaknili tudi že kdaj kakšni novinari, evo. Da ne povem, mislim, cel kup enih ljudi je bilo, ki so prišli zraven, pa so se potem, ko so videli, kako je zadeva napeljana, pa omenil sem že na tiskovkah ne vem kolikokrat, da je Čebaškova povedala in je bila tudi javno izvana strani moje strani na Brdu pri Kranju, da ko je zvedla, kdo stoji zadaj, se je zgrozila. Mislim, to nekaj pove. In ko sem ji povedal pred širno javnostjo, tudi iz tujine so bili ti, se pravi, varuhi človekovih pravic in iz Madžarske varuh prihodnjih generacij, naj se javno izjasni, kdo je zadaj, da bomo vedeli, na katera vrata potrkati, je rekla, da se zdrži odgovora. Tako daleč gre to. In v nekem določenem trenutku je naš dober kolega do takrat, na ti smo si bili roka roki, ne vem kar se, Aleksander, še se umaknil. In to na tak način, da smo bili globoko razočarani. Pa bom rekel še enkrat, vsa zahvala kvalitetnemu zastopanju do takrat. Rešili so me velikih muk, tudi ekokrogu so kvalitetno pomagali, ampak mi moramo iti do konca pri tej zadevi in oni so prišli do neke točke, no, zato sem pa potem rekel, kjer se Aleksander ustavi, gre pa njima naprej. In to je pomembno, pač, če hočeš iti do konca, pač hočeš iti do konca, ne moš se kar ustaviti, no, toliko. Tako da, kar se mene tiče, bom tako rekel, upam na razum v Lafargeu, ker seveda zdaj je ta vroča žerjavica v njihovih rokih. Za vso strategijo, ki so jo peljali in za posledice, seveda bi mogli odgovarjati. Kaj bo to prineslo, ne vem, mi smo vmes ponujali tudi rešitve, pa jih tudi povohati niso hoteli. Tako da, kar se pa nas tiče, bom pa jaz rekel za mogoče kot tudi predstavnik krajevne skupnosti, ali pa jaz osebno na lokaciji, na kateri bi rad živel še naprej, pa nekaj ustvaril, pa delo, pa bi rad, da tudi moji otroci to počnejo, se mi zdi, da sem šele temelj postavil. Ker brez tega temelja je brez veze karkoli delati. To je zdaj tako, kot bi ne vem kaj grad postavilo na neke trhle temelje, ki nimajo osnove, da bi zdržali in ti še naprej veš, da ne bojo. Mogoče neki dni nazaj smo razboštenom na enem srečanju enih ljudi in je bilo tam tudi izrečeno v tem smislu, da ta boj pa, veste, bi se ga morali jeti bolj previdno, ker tudi slabo reklamo daje. Ker če ti sam govoriš, kak problem je Lafarge in govoriš o tem, je to isto stvar, pa tudi slaba reklama za turizem, pa slaba reklama za Zasavje in tako naprej, ampak moje mišljenje je tako, treba se na začetku odločiti. Ali bom jaz ekološki kmet, pa bom na tržnici prodajal ekološko hrano, pa se bom delal, da je vse v redu, pa doživljal to, kar doživljam. Ampak pol, jaz ne vem, kako boš razčistil svojo vestjo. In dokler imaš problem, jaz ne vem, zakaj bi ga skrivali. Ta problem je treba rešiti, ga transparentno, pa bom rekel pošteno rešiti in ko ga rešiš, rečeš, evo, problema ni več, zdaj pa imamo temelje, iz katerih pa lahko začnemo. In jaz mislim, na teh temeljih pa lahko začnemo graditi, pa odpirati Zasavje. Ampak ko bomo en preskok miselni v glav naredili in ko bo še kaj drugega v vodstvu določenih občin kot sam to, da se neki kuple pa zarofuka kadi, ker drugače se ne da živeti. Jaz mislim, da se da tudi drugače živeti. Te doline so pač neko zgodovino imele za sabo, prihajajo novi časi, tudi nov okviri, v katerih, bom rekel, lahko rečeš, da je življenje kvalitetno, ker včasih se je na ene stvari dosti manj pogledalo, danes se pa tudi pogleda in ne moramo zdaj gledati nazaj, leta včasih je bilo tako, ne? Je bilo še slabi. Ne, danes je to, v današnjem času živimo in jaz mislim, da smo si postavili mogoče s tem eno osnovo, iz katere lahko štartamo, pa jaz upam, da se bo najdla rešitev ob tem tudi za tiste ljudi, za katere danes bojo verjetno začeli na vse zvone obešati, da so ostali brez služb in tako naprej. Jaz verjamem pa, jaz sem trdno prepričan,
da bi bilo pa stvar veliko lažje narediti, če bi se jo lotili že leta nazaj na prav način. Ne? Ker že leta nazaj, ko so štartali s 350 ljudmi in so pristali danes na 120, ni noben vprašal, kje so tiste delovna mesta. Ne? Tako da jaz mislim, če bi takrat začeli drugače razmišljati, bi bilo dosti lažje. In jaz upam, da bomo vsaj zdaj vsi skupaj začeli na pravo pot, pa bolj s kmečko logiko razmišljati, kaj je tukaj možno in kaj ni. No.